Če kakšen primer ali pa kakšna stvar, ki jo obžalujete oziroma bi jo drugače naredili? To je zelo težko vprašanje. Jaz moram reči, da iskreno verjamem še danes v to, kar počnem, in vedno sem sebe in svoje zaposlene učila, če je le 10% možnosti, da verjamemo, da gre za kršitev temeljne človekove pravice, potem je treba ropotati, vztrajati na tem, da je treba zadeve spremeniti. Delali smo tudi napake, nič ne rečem, ampak na napakah se učimo. Jaz sama pa moram reči, da sem neizmerno vesela, da sem delala z ljudmi, ki so filantropi, torej človekoljubi. To je tisto glavno, kar pravzaprav je naredilo informacijskega pooblaščenca za to, kar danes je najbolj spoštovana institucija v Sloveniji. Drugače, lahko ocenite, varno uporabljate sami zasebno vsa komunikacijska sredstva? Seveda, jaz sem na Twitterju, na LinkedInu in na Facebooku, ampak tam seveda ne boste našli zapisov o mojem zasebnem življenju. Drugače, mogoče že veste, kako pa kam naprej? Žal ne. Ali k sreči še ne vem. Politika je opcija? Politika, nikoli ne reci nikoli, da me ne bom kdo držal za besedo, ampak zdaj trenutno zagotovo.